Pa lahko kje od teh 100 svatov tudi prespi, ki je tukaj v bližini oziroma celo pri vama? Ja, nekaj malega imava tudi midva, a še ti kaj povedala? Lahko poveva, ja. Zdaj imamo prostor za šotore, jih postavijo, pa imamo skupna ležišča za 6 ljudi. Na kozolcu imamo tudi prostor za ženine neveste, tako da pripravimo. Trenutno je pa ta hiška Svisli, je to v delu, tako da to bo ena taka bolj luksuzna varianta tudi za čez cel let za oddajati, da bo tudi tle gor za ženine neveste. Drugače so pa v bližini, ja, je koča na Romanovcu, 2 kilometra stran, gor jih ima za 48 ljudi za prespati, pa še isto 2 kilometra proti cerkvem so tudi apartmaji, ki jih ima tudi, tako da ponudimo ta del. Tako da pride, ja, kar z velikih koncev pa in sploh prespijo tukaj, tako da to ni problem. Tako da konec koncev pol v bistvu lahko skoraj neposredni bližini prespijo vsi svati, če je želja. Ja, je tako, ja. Ja, to je dobra ideja, da gre za vse, ki se pripravljajo na poroko, da v bistvu razmišljajo tudi o tem, da vsaj tem najbližjim, pa tem, ki pač načrtujejo dolgo ostati, da se mogoče res uredijo nekje prenočišče, ker je veliko lažje pol uživati v poroki, kakor če imaš še to skrb eno, ne. Ja, ker tukaj je res tudi taka lokacija, mir je in pol, ker ima tle poroka, poročne slave, da pol še naslednji dan, da prespijo tle in imajo še nedelja zjutraj, da izkoristijo res tisto pika na i. Aha. Pa v nedeljo zjutraj še vidva, kje poskrbite za njih, malo kakršnekoli zajtrke omogočene ali kaj takega? Kar se zajtrkov tiče, jim pripravijo prostor lahko, vse za peči, inventar, dobrote z naše kmetije lahko dobijo in si pol ponavadi imamo zdaj to, da si v bistvu pol sami pripravijo, naštimajo.